Dobar dan. Danes smo tukaj v centru Maribora, se pogovarjamo z kandidatoma za drugi krog mariborskih županskih volitev, gospodom Andrejem Fištrcem in gospodom Francem Kanglerjem. Hvala, da sta prišla. Naredili bomo intervju za časopis, za ozadja. Pa kar začnimo. Jaz bi kar tam začel vpraševati, kjer smo končali tukaj na nedeljo na Trgu Svobode. Govorila sta o sodelovanju dosti, o nekih projektih, ki bi se jih lahko lotila za dobro Maribora. Sta lahko malo bolj konkretna? Kako bi vidva sodelovala? Ali pa kako bi lahko sodelovala? Težko danes tukaj konkretno govorimo, glede na to, da smo v drugem krogu. Predvsem pa dejstvo je, kdorkoli je dobil mandat mestnega svetnika, ne glede na njegovo politično opcijo, jaz mislim, da je prav in pametno, da podpira tiste projekte, ki so dobri za Maribor, ki so dobri za Slovenijo, ki so dobri za razvoj. In v tem smislu sva mi dva govorila, kar se z naše strani tiče županove liste, o sodelovanju. Tudi v preteklosti naša lista ni nagajala gospodu Fištrcu. To, kar je on predlagal mestnemu svetu, je bilo dobro za mesto, smo tudi v preteklosti podpirali. Ne vidimo zadržkov, ko so volitve mimo, je potrebno pozabiti na zamere in se ozreti v prihodnost in delati za Maribor. Pa vi pravite na to? No, jaz v sodelovanju sem govoril o tem, da si zamišljam delo v mestnem svetu na osnovi programske koalicije. To pomeni na osnovi iskanja najboljših rešitev vseh, ki so v mestnem svetu. To je eno. Drugo, povedal sem, da si ne znam zamišljati sodelovanja z bivšim županom, konkretno. Zdaj, lista bivšega župana v mestnem svetu ni bila vedno konstruktivna, tako kot pravi bivši župan. Recimo obstrukcija ob sprejemanju proračuna je že tak primer. Res pa je, da so nekateri posamezni svetniki iz liste bivšega župana glasovali včasih drugače, kot je cela lista glasovala. In potem se lista bivšega župana razlikuje recimo od liste SDS ali pa LPR, ki so pa striktno glasovali proti. Kako ne županova lista podpre takšen proračun, ker nima ne repa, ne glave. 8 milijonov se zadolžujemo, pa ne vemo zakaj, za tekoče poslovanje in vzdrževanje, pa se res v mestu za 8 milijonov ne moremo zadolžiti. Županova lista je podprla zadolževanje, ko je šlo za fizioterapijo v zdravstvenem domu, ker je to nujno potrebno. Če bomo mislili nekdo se zadolžati v tem mestu, da bo asfaltiral pločnike pa ceste, na nekatere projekte v osnovnih šolah in vrtcih pa pozabo, potem pa prav gotovo županova lista takšnega predloga ne more podpreti. Zdaj tu bivši župan govori na pamet. Kredit je bil zelo natančno definiran, ker drugače ga niti ne moreš dobiti. Namreč Ministrstvo za finance potrjuje vse postavke tega kredita. Kredit je namenjen investicijam, omenjena je fiziatrija. Razen tega pa je treba vedeti, da bivši župan ni imel težav pri zadolževanju v preteklih letih, kar govorijo številke. Razen tega je tudi bil sposoben pognati vseh 15 milijonov, ki jih je dobil od plinskega omrežja, ki bi naj zadostoval za 15 let. Tako da, tisto, kar je bilo. Torej ni možnosti, da bi šel poraženec drugega za podžupana, recimo? Ne, to ni. Kaj bom jaz podžupan, se nisem mestni svetnik, niti se ne spodobi, da bi aktualni župan bil podžupan. To ni politična higijena, pravzaprav pa jaz mislim, da je to nemogoče. Ne vem, če imamo v Sloveniji kje primer, da bi bivši župan šel za podžupana. Nedopustno. Kar se pa tiče zadolževanja, gospod Fištrec je v letu pa pol več zadolžil, kot jaz v 6 letih. Dobro, potem bom. Ne, to moram odgovoriti. To je totalna, to je neresnica, pa neumna slaka. Pogledajte, 23 milijonov evrov so direktne zadolžitve bivšega župana v času županovanja.
torej 23 milijonov. Potem je sedaj pripravil predlog proračuna z dodatnimi 9 milijoni zadolževanja, česar nam v prejšnjem letu ni bilo potrebno, ker smo drugače stvari izvozili za letošnje leto, ker pa želimo, da so stvari malo bolj investicijsko naravnane in v korist Maribora smo pa v proračun dali 8 milijonsko zadolževanje. To je res. Gospod Fištrlec je pozabil povedati, da ko je prevzel občino, da je na mestnem svetu sam nas pohvalil, ne? Da je občina v dobri finančni kondiciji in na računu je bilo 9 milijonov evrov. Ne, na računu ni bilo 9 milijonov evrov, na računu je bilo 9 milijonov nerealiziranih projektov, ki so se prenesli potem v naslednjo leto. Res pa je, da je bilo na računu 9 milijonov evrov, ko je bivši župan prevzel županovanje od gospoda Soviča. Dobro, zdaj ne bomo več o tem tako podrobno. Lahko poveste, kaj boste delala, če ne boste izvoljena? Kaj imate plan B, če imate župana? Jaz nimam plana B, ne sedim na dveh stolih, jaz sem župan in enostavno sedaj ne morem misliti, torej ne morem resno delati kot župan, če bi razmišljal, kakšen bi bil B plan v primeru, da ne bi bil župan. Ne vem, zakaj bi imel plan B. Živel bom naprej z mestom, delal bom v interesu mesta tako kot doslej. Vi ste še drugače še vedno delate na kmetiji, ste zdaj v bistvu samo zaposlen, tako ste rekli, od tega zdaj živite? Seveda, v tem danem trenutku, mislim pa, da v teh dnevih imam tudi nekaj razgovorov za novo službo. Predvsem želim malo preko meje začeti delati. Veliko ljudi poznam in želim to izkoristiti v gospodarstvo. Dobro. Gospod Fištravec, ko ste že govorili o denarju, kako se je lahko zgodila ona vaša napaka za tisti avto, 40 000 evrov v proračunu? Tisto ni bila moja napaka, to je nekdo v proračun dal, ker nobenega govora ni bilo o nakupu novega avtomobila, tako da je bo tudi najmanjši problem to preusmeriti na gasilsko službo, ki je potrebovala novo opremo. Vi ste bili župan, je to možno, da se zgodi taka napaka, da je v proračunu postavka za novi službeni avto? Pa mislim, da težko komentiram. Jaz moram reči, da odkrito, da druga največja občina potrebuje službene avtomobile. Ne? Ali zdaj teh 40 000 bilo za nakup samo enega avtomobila ali več, to je drugo vprašanje. Na to prav gotovo mora odgovoriti gospod Fištrec oziroma strokovne službe, ki so to planirale, ampak ne znam si predstavljati uslužbencev mestne občine, da se bodo vozili naokrog z starimi avtomobili oziroma avtomobili, ki niso več na cestah. Ko sem sam prevzel občino, je to bil velik problem, ker je veliko strokovnih sodelavcev na občini dejalo, da ne hodi v Ljubljano, zato ker je vozni park zastarel. Mi smo takrat ta vozni park obnovili z različnimi tipi avtomobilov, od Cliota, Golfa, Passata, tudi Audija in konec koncev tudi kombi, Mercedes, če prije kakšna delegacija in verjetno je tudi gospodov Fištravca koristo. Mislim, da se spodobi, če prije v drugo največje mesto nekdo na obisk z delegacijo, da mu ne starega kombija ali pa nekaj pošljemo. Mi smo tisti Mercedes kombi kupili od predsedovanja Evropske unije, prej je bil na Zavodu za turizem, tako da je mestna občina s tistim nakupom na nek način prihranila 10 000 evrov. In ne morem biti kritičen do tega vprašanja, zato ker če nekdo prije v mesto, še enkrat moram reči, ko smo imeli Dalaj Lamo ali pa župana Harkova, smo si vozila izposojali, nekaj je vlada posodila, nekaj smo si izposodili in tudi na ta način reševali problematiko voznega parka. No, zdaj, v nekaj mesecev nazaj smo podpisali, so javna podjetja in javni zavodi podpisali dogovor, da bodo za notranje proge, torej za notranji promet v mestu, nadalje kupovali samo plinska pa električna vozila. Drugače pa vprašanje voznega parka je problem, ker je že kar precej star. Tako da delno ga bomo reševali z električnimi in plinskimi vozili. Za večja vozila pa bomo poskušali se voziti, dokler bo šlo. Potem pa bomo delali kako varianto staro za staro.
Kaj pa je res, da vi ste v bistvu kot župan zelo naklonjeni te trajnostni mobilnosti, če smo zdaj že pri prometu, ampak po naših informacijah vas pa vsak dan pride na dom iskati šofer, je to res? Res je, jaz delam od jutra do večera, nimam časa enostavno časovno se mi ne izide, da bi se s kolesom prevažal po Mariboru, kar je seveda tehnično možno. Recimo rektor ima manjšo frekvenco kot jaz, nima uspe se s kolesom voziti. Jaz smo pa praktično termine na pol ure in to ni mogoče. Pač v naprednih mestih, ne, recimo se župani vozijo v službo z javnim prevozom, ne, s tem pač pokažejo zgledom. To bo tudi mogoče zdaj v novem mandatu, ko bo imel podžupane, ko bo urnik malo manj natrpan kot je, pa tudi mestni promet se bo posodobil, tako da bo to mogoče. Ne, gospod Fišterec, kolikokrat se je s kolesom pripeljal v službo, glede na to, da je na vstajah bil zelo glasen in govoril, če bo on župan in na soočenih se bo s kolesom vozil v službo. Ne, jaz sem povedal, da jaz ne rabim džipa za svoj... Ki porabi 28 litrov na uro. Ne, lanem povedal sem, da ne rabim džipa, ker se vozim po mestu, če se že potreba, se lahko s kolesom prevažam. Vi ste, jaz pa sem ne rabo džipa, gospod Fišterec, zato ker sem se tudi zavedal, da tudi Gaj nad Mariborom je mestna občina Maribor, Brestenica je mestna občina Maribor, Limbuš, Pekre je zelo hribovito, gor do Areha, do Belvija je mestna občina Maribor, vi ste pozabil na Malečnik, ste pozabil na okrog Maribora za Kalvarijo in podobno. In Brestenici imam starše in zelo dobro poznam Brestenico Gaj. V Pekrah in Limbušu sem velikokrat, ker hodim tja na predstave in tako naprej. Tako da bivši župan ni potreboval džipa za to, da bi se vozil k ljudem, ampak za to, da se je vozil na lov. Gospod Fišterec, vi pa zdaj ponovno lažete. Kaj pa, če vas Tako ugledni gospod pa lažete. Lovci dobro vedo, ne, s katerim avtom in s tistim, ki se danes vozim, sem se vozil na lov. In za tiste avto, tudi džipa, sem jaz plačeval boniteto. Tako kot vsaki drugi. Za meščane to ni tako pomembno. V bistvu, zdaj vi ste... Pomembno je, če župan laže. No, ampak zdaj... Oprostite, no. Ja, to je vsekako res. No. Ne govori resnico, ne. Vi ste kmetovalec, je to v redu referenca za vodenje mesta? Kmetovalec sem zdaj, 11 let sem bil poslanec, 6 let sem bil župan. In če je to greh, da... Ne, nisem vprašal. Ne, vprašali ste me že tako, da bi to bilo sramotno javno povedati. Zdaj bom pa gospoda Fišterca vprašal, če je referenca, da ste doktor sociologije za vodenje mesta. Gotovo. Sociologija je veda, ki se ukvarja z družbo. Pri nas se je nekako izoblikovalo nek profil delanja v javni sferi, kjer je dobro, da si ekonomist ali pa pravnik, ampak to so le parcialni pogledi na družbo. Sociolog pa ima celovit pogled na družbo, tako da mislim, da to je dobra referenca. Sta bila vidva, kdo od vaju kdaj zaposlena v zasebnem sektorju? Jaz sem bil, predno sem prišel za župana, sem bil v zasebnem zavodu Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Predtem sem pa potem sem nekaj časa na začetku kariere bil na Večeru kot novinar, drugače pa vmes pa sem bil na univerzi, tako da sem bil večino časa v javnem sektorju zaposlen. Jaz nikoli nisem bil v zasebnem sektorju zaposlen. Do leta 95 v organih za notranje zadeve, od 95 do 96 občina Duplek kot tajnik, prej še svetovalec, od 96 do 2006 poslanec v državnem zboru, od 2006 do 2012 pa župan mestne občine Maribor. Drugače pa v družini pa je žena skozi zasebnica. Ima svoj lastni SP, ker se ukvarja z poučevanjem tujih jezikov, pa napovedovanjem javnih prireditev, pa z retoriko. Vi ste, gospod Kangler, v svojem programu sem naštel, v teh projektih za oživitev mesta ste našteli 7 ukrepov z področja gospodarstva in kar 11 ukrepov z področja kmetijstva. Je Maribor mesto ali Maribor vas? Maribor je mesto. Je pa veliko mesto, ki ima tako mestna naselja, kot so mestne četrti. In žalostno pa je, da bi tudi vi kot novinar mogel vedeti, da ima tudi krajevne skupnosti. In da mestna občina Maribor
ima 4,8 km državne meje z Republiko Avstrijo. In tudi tisti ljudje si zaslužijo pozornost župana. In tudi tam je mestna občina Maribor. In tudi tam ljudje živijo v Sloveniji in tudi tam ljudje živijo v mestni občini Maribor. In po statističnih podatkih ima mestna občina Maribor daleč največ prihodkov iz naslova kmetijstva, kot pa vse ostale sosednje občine. Tudi to je meni poznano. Kar pogledajte Vinsko cesto v Malečniku in krog Malečnika, Ruperče in vse ostalo, pogledajte Meranovo, kako imamo Meranovo potem, Pekre, Kamnico, Bresternico ali pa Gorice na Urbano. Kar se pa tiče gozdarstva, pa kar pogledajte, koliko je bilo škode po žledolomu v preteklem letu in prav znotraj mestne občine Maribor. In mestna občina Maribor je sporedno tudi kmetijska občina. Gospod Pištravec, julija lani ste povedali, da ste tik pred podpisom pogodb, ki bodo samo v prvi fazi zagotovile 300 novih delovnih mest, o katerih je takrat niste želeli povedati, kdo je ta investitor, lahko zdaj kaj več poveste o tem, kak je s temi delovnimi mesti, kdo so ti investitorji? Zdaj, tovarna baterij je prva taka investicija. Zdaj v prvem krogu je 52 delovnih mest razpisanih. Potem v Palfingerju so tik pred začetkom gradnje nove lakirnice. O tem ste govorili takrat? Tudi, ja. Mislil sem, da bo investicija prej stekla, ampak so bile neke papirnate težave pri njih, pa da še niso stekli s tem projektom. Kako je s tem, s to tovarno baterij zdaj? Tovarna baterij, kolikor vem, bodo zdaj šli ven pozivi za razgovore, zelo velik interes med meščani in meščankami za zaposlitev, ker to je le prvi krog zaposlovanja. Investitor želi narediti tovarno z 200 do 300 zaposlenimi. Potem je pa tudi dobro, tudi Vinak smo rešili, tako da ni prišlo do kolapsa. Lahko kot občan zvem, kje bo ta tovarna baterij, lokacijo točno. Kot občan Maribora, če smem to zvedeti. Lahko se na investitorja obrnete. A veste vi kot župan, kje bo? Vem, ja. A mi lahko bolj poveste, kje bo? Ne morem vam povedati, ker to stvar investitorja in investitor se stvari komunicira. Vse ti delavci, ki se prijavljajo, bodo morali vedeti, kje je ta tovarna, kje bodo jutri delali. Ne zdaj neke demagogije cenjene zganjati. Zunaj je razpis, ljudje bodo dobili poziv za razgovore in pa se... Kaj vi govorite? Ja dobro, res vas razumem, vi pač ne delate delovnih mest, ampak... Bolj pa mi dajte kot občana povedati, kje bo tovarna baterij lokacijsko, da mu vedo. V Mariboru bo. Glejte, gospod Pištar, včasih smo recimo iz Evrope umazano industrijo izvažali na Kitajsko, zdaj očitno uvažamo. Ne, to ni umazana industrija, to je zelo čista industrija. To so litijeve baterije po najvišjih ekostandardih. Tu nima nič, nekdo je v enem soočenju govoril o nekem žveplu, pa tako, nima nobene veze z žveplom, tako da to sploh ni ekološki problem. Res je, dosti industrije se selilo na Daljni vzhod, ampak tudi dosti industrije se začenja seliti nazaj v Evropo in ne samo umazane industrije. Gospod Kangler, vi ste pa med temi projekti, ki sem jih tam vašim naredil na video. Lahko samo to povem, da ta investitor, ki dela za tu tovarno električnih baterij, do njega smo prišli zato, ker nas je zanimal nekdo, ki bi delal tovarno električnih vozil. Da nam on izdeluje električna vozila, baterije so pač en element od električnih vozil. Tako da to je zelo napredna tehnologija. Vi ste napovedali med ukrepi, da boste legalizirali na črno zgrajene vikende. Kaj to pomeni, da štartate na glasove črnograditeljev? Ne, saj smo že v preteklosti, ko sem jaz bil župan, v mestnem svetu sprejeli tudi odlok o tako imenovanih pomožnih objektih in tudi vlada je sprejela uredbo na tem področju, potem se je spremenila in inšpekcijske službe je teh 4000, ne gre za vikendaše, gre za ljudi, ki imajo vrtove in najem zemljišča, na nek način preganjala. Jaz pa zagovarjam to, da gre za kmetijska zemljišča, ki morajo biti obdelana in urejena in vsakdo naj ima tisti vikend oziroma hiško tam, da lahko shrani orodje in podobne stvari. A niste govorili o vikendih, o hiškah za orodje? Seveda, dobro, tudi o čebeljnjakih, tako kot uredbo oziroma pomožnih objektih piše, saj so točno določeni kvadratni metri in ne vidim razloga, da jih inšpekcijske službe na ta način
preganjajo. Konec koncev so morali turistično društvo po Čehovi podreti njihovo dejavnost, ki so tam imeli in za nikogar niso bili moteči. In vlada je tudi pripravljala že zakon, mislim, da je tudi bil osnutek zakona o legalizaciji, kar spomnimo vse, da se je rušenje zaustavilo, da je bilo preveč revolta Slovenije in jaz tu ne vidim zadržkov. Tem ljudem je treba pomagati. Torej, če boste vi župan, morali ljudje čim prej še Ne, to smo že uredili. PUP za Ne, podeželje. ni treba postavljati. Postavite že danes lahko v skladu z odlokom o pomožnih objektih. Pa PUP za podeželje smo sprejeli, zelo liberalni, ki vsaj 85% takšnih gradenj omogoča legalizacijo. Tako da torej gradnje na zelo izpostavljenih mestih so še vedno na udaru. Tako da zdaj skozi ta PUP za podeželje, zdaj mislim, da je zdaj že v veljavi 3 leta, se lahko te stvari malo bolj sistemsko rešujejo. Zdaj pa gremo na najbolj aktualni gospodarski problematiki, če lahko na hitro ta ŠC Pohorje obdelamo. Vi ste sicer v svojem prospektu že napisali, da ste ga rešili, ampak to podjetje je daleč od rešitve, ne? Ne, mi smo napisali, da imamo rešitev. Mislim, da ste ga rešili. Že v tem časopisu. No, lahko pogledamo. V glavnem imamo rešitev za ŠCP Pohorje, vendar je tukaj nujno potrebno sodelovanje vlade, ker je v bistvu država lastnik slabe banke, ki ima vse niti v svojih rokah, kar se tiče športnega centra. Zdaj sem, mislim, da tretjič pozval oziroma povabil predsednika vlade, da se srečava na to temo. Iz kabineta obljubljajo, da bodo jutri dali termin, kjer bi se naj sestali in to reč razrešili. Zdaj pozitivno pri celi zgodbi je to, vse to, kar je govoril kandidat za župana strani SCM, stranke Mira Cerarja, da bo vlada storila vse, da športni center preživi. Vendar se res že zelo mudi, ker zimska sezona je pred vrati in če se zdaj ne bo ukrepalo, potem tudi preživetje čez zimo ne bo mogoče. Kaj lahko vi na hitro poveste, kako bi to tu ukrepali kot župan? Treba je iskati trajnostne rešitve. To, kar gospod Fištovec predlaga, je začasna rešitev. Jaz mislim, da lastnik mora v prvi fazi ukrepati. Lastnik pa je slaba banka, posredno pa vlada Republike Slovenije. Predvsem moramo zagotoviti, da bo ta zimska sezona letošnjem letu stekla. Kako? Če pa pride z dokapitalizacijo, kot jo predlagamo v Mariboru, da bi vlada preko oziroma slaba banka izpeljala dokapitalizacijo, če pa pride do stečaja, takrat pa mora, glede na koncesijsko pogodbo mariborske gondole in na nekatere aktivnosti, nemudoma vskočiti mestna občina Maribor, povzeti vse ukrepe. V prvi fazi je, da prekine to pogodbo, da prenese upravljanje mariborske spenjače na drugo pravno osebo, to je lahko Marprom ali pa športni objekt v Maribor, in zagotoviti, da če prije do stečaja, da bo tista mehka varianta, tako kot se je zgodilo to v Rimskih Toplicah. Rimske Toplice so šle v stečaj, pa niti en dan niso vrata zaprle, pa danes imamo že novega lastnika, mislim, da je tam lastnik in Rus in delajo normalno. To, če smo zdaj pri V primeru stečaja moramo vedeti, da v primeru stečaja je sezona izgubljena, ker je potreben postopek za prenos. Ampak tu je samo bolj vprašanje krožno-kabinske žičnice, vse ostale naprave so potem odprte, zato mislimo in mislim s svojo ekipo, da je najboljše, da bi naše javno podjetje do odkupa bilo najemnik in mi imamo že tudi pripravljen denar za nujne intervencije, torej za nujne obnove žičničnih naprav in ne razumem, zakaj se tako dolgo, ko je denar pripravljen, ko je rešitev na mizi, zakaj se slaba banka in vlada tako dolgo ubirata. Za vlado nekako razumem, ker se pač v tem času menjavala, za slabo banko pa sploh ne razumem. To smo zdaj načeli še eno aktualno temo. Kako boste vi kot župan reševali ta odnos Maribor-Ljubljana, ki je vedno napet, ki recimo zdaj na tem primeru se skazuje, da ni najboljše lahko... Glejte, jaz imam z vsemi poslanci v državnem zboru dobre odnose. Res je, da nekoliko manj poznam poslance iz tako imenovane Cerarjeve stranke. Drugače pa jaz mislim, da ta dialog sem ga zmerno znal vzpostaviti. Kolikor... Ste bili proti Pahorju, ste bili zelo... Gospod Pahor je zmerno prišel k meni na obisk. Jaz sem povedal samo svoje mnenje, zakaj bo Pahorjeva vlada najslabša in se je to tudi pokazalo.
vendar ste novinari to nekoliko drugače takrat plasirali v javnost in tisto je bilo čisto moje osebno mnenje. In jaz nikoli nikdar nisem imel ne z Pahorjem konflikta, ne z bilo katerim ministrom z Pahorjeve vlade. Mnenje pa smem imeti kot župan. Ja. No, na Trojanah ni zidu. Res je, da tudi moja ocena je, da je bivši župan imel takšno politiko zidu na Trojanah, ampak tega zidu ni, da se hitro pogovarjati. Res pa je, da je Slovenija zelo centralistično urejena, ne, in iz tega potem izhajajo težave. Ni problem Ljubljana, Maribor, problem je način vodenja Slovenije. Ampak, kot rečeno, jaz jutri pričakujem nek signal strani predsednika vlade, sedaj je v sedlu, sedaj ima urad, sedaj funkcionira. In naslednji korak, torej prvi korak je torej športni center, naslednji korak je pa, da pride Maribor vlada, kjer bomo predstavili razvojne probleme mesta in našo vizijo, kako bi te probleme reševali. V redu. Zdaj pa recimo tule, en večji problem v Mariboru je mestno jedro. Lahko povesta na kratko, kako bi oživila mestno jedro? Ja, mestno jedro je zapuščeno v veliki meri, ne v celoti. Je pa to, jaz sem najprej se želel lotiti takoj glavnega trga pa Koroške ceste, ker tu že obstajajo podlage prostorske, vendar smo ugotovili, da je to preveč horuk akcija, ne? Ker obstaja ena varianta, da bi potem ta del mesta zaprli, pa samo delno dopustili avtobusni promet. In potem se takoj odpre vprašanja celotnega prometa v mestu, pa tu so potem vprašanja urejanja fasad, pa parkiranja in tako naprej. Tako da sedaj obstaja ena delovna skupina, ki pripravlja celovito rešitev in jaz upam, da bo v kakem letu to izoblikovano in da bomo potem tudi istočasno se lahko navezali v tem primeru pa na evropski denar, ker v okviru kohezijske politike je del denarja namenjenega za sanacijo urbanih središč. Tu je Maribor kot veliko središče bo gotovo dobil vsaj 10-15 milijonov evrov in s tem se pa da že konkretno delati v starem mestnem jedru. Torej boste zdaj vi, če prav razumem, najprej strategijo, pa potem šele z ukrepi? Mi smo z enimi delnimi ukrepi šli takoj, recimo sanacija Rotovškega trga, potem izboljšava glavnega trga, potem ureditev pred železniško postajo. Sedaj imamo pripravljen projekt za vikend zapore Lenta v naslednji sezoni. Tako da ene parcialne rešitve imamo, ampak so takšne, da bistveno ne posegajo v samo logiko generalne spremembe. Potrebna je generalna slika, da se lahko potem k posameznim pristopa. Vidite pa, da nekateri zasebniki so se že aktivirali tukaj. Začetek obnove dveh velikih hiš na začetku Koroške, ne? Obnove v sami Gosposki in tako naprej. Ne? Tako da ta, bi rekel, duh prenove je že v mestu. Pa vi? Mi smo se že začeli v času mojega mandata lotevati prenove starega mestnega jedra. Trg Leona Štukla je več kot dovolj velik dokaz, avtobusna postaja in ureditev prometa pri starem hotelu Slavije, projekti, ki so bili izdelani za mestno knjižnico na Rotovškem trgu, za garažno hišo na glavnem trgu, Koroška cesta, mednarodni arhitekturni tečaj za bližino reke Drave in ko to zaokrožiš celoto, potem lahko tudi spelješ. Jaz sem prepričan, da Gosposka ulica mora ostati Gosposka, ne? Da pa mestna občina Maribor nima veliko lokalov praznih v samem mestu in da so zasebniki, ki so lastniki, da je tu potrebno najti dialog in najti neke rešitve, tudi dostop do teh lokalov, ker je to peš cona. Spomnite se Pika Polonice, avtobusa, ki je vozila po Slovenski in ko sem nastopil funkcijo župana sem eno ulico prestavil više, to se pravi na Gregorčičevo, tako naravno tudi razlagal, da je vozila. In mi smo že vsako leto imeli razpis za obnove hiš in fasad v starem mestnem jedru. Kar pogledajte, vsako leto v času mojega županovanja so bila sredstva namenjena za obnove fasad in kdor je ustrezal tistim pogojem, si se lahko prijavil in smo tudi sofinancirali preko proračuna obnove fasad. In na ta način smo začeli graditi in obnavljati infrastrukturo, potrebno je pa še dati vsebino. Tako
kot je recimo na Trgu Leona Štukla, manjka še v enem trenutku neka vsebina. Ne gre samo za kafiče, tam so zaživeli, gre tudi za druge kulturne prireditve, ki bi morale biti petek, soboto ali pa kakšne večeri. Mimo grede, ko ste omenjali tele lokale občinske, veste za to, da se s temi najemninami preprodaja, da se občinski lokali v bistvu dajo naprej v najem? Ne, tako je bilo v Gosposki, smo imeli primere, ne take verižne, enega lastnika, ki je imel verigo lokalov, ampak tega več ni. Sedaj od 111 lokalov je 105 zasedenih in še tudi za ostale obstaja interes. Tako da občinski lokali v tem trenutku v starem mestnem jedru niso problem so zasebni lokali in zdaj proučujemo možnost, da bi na eni strani je že bivši župan, pa sam v tem mandatu smo znižali ceno najemnine, na drugi strani pa obstaja še ena možnost, torej še dodatno znižanje najemnine je možno, da se na ta način ena debalans na trgu spostavi. Na drugi strani pa, da zdaj proučujemo možnost, da bi neko dodatno dajatev dali zasebnikom, ki imajo prazne lokale. Samo moramo videti, če je to pravno vzdržno. Vi ste vedeli za to? Mi smo vedeli, za en primer vem, da so naše strokovne službe oziroma dela za gospodarstvo takrat ukrepal, mislim, da je to v ulici 10. oktobra bil župan in gospod Gregor Jager je imel podnajemnika not. Takrat smo to urejali, kako se je pa kasneje to redilo, ker je to bilo na obdobju, ko sem jaz odstopil kot župan in kakšen je bil epilog, to pa ne poznam. To je bil manjši problem. Problem je bila ena lastnica, ki je imela kar 7 ali 9 lokalov. Zdaj pa, če še gremo nazaj na poglavje. Oba sta si med županovanjem nabrala okoli sebe nekaj kadrov, ki so se izkazali za sporne. Gospod Fištravec, zakaj zaupate temu gospodu Kovačiču tako zelo? Kako imate za vaše svetovalce za gospodarsko, socialno, kulturno, znanstveno in izobraževalno področje? V glavnem dela na področju gospodarstva, je zelo aktiven, torej vsa ta zgodba z Daljnim shodom poteka preko njega in v tem času smo naredili toliko, da recimo kitajska vlada, ko pripravlja kolokvije, vabi Slovenije mestno občino Maribor, ne vlado, ker ugotavlja, da smo mi tisti, ki smo dejansko aktivni na tem področju v Sloveniji. Zdaj, da bi zdaj Lame ni škodoval odnosom? Ja, to jih še vedno peče, obisk Dalaj Lame jih še vedno peče. Kitajski veleposlanik mi je to takoj povedal, ko sva se prvič srečala na otvoritvi Durabusa, ampak sedaj to več ni problem, ker so spoznali, da iskreno se odpiramo tudi na področje Kitajske in to je to. Zdaj njegova vloga v njegovih podjetjih pa ni sporna za vas, ta hiša jezikov, Svarog, te zadeve? Bistveno je, da ne posluje z mestno občino, to je bistveno, ne. Drugo, kako pa to zasebno ureja, to je pa njegova zadeva, zasebna zadeva. Vi, če boste lahko pa bi to povedal, ne, da je normalno, da se za dobrim konjem kadi in normalno je, da je potreba tako ali drugače onemogočiti ekipo, ki dobro dela. In zato so tudi recimo podjemne pogodbe postale problem, čeprav niso nikjer v Sloveniji problem, ker so to ustaljena praksa tako javne uprave, ministrstev. Ne ponovim, da Ministrstvo za notranje zadeve ima kar 100 takšnih pogodb, Državni zbor 200 takšnih pogodb, prejšnji župani tudi imajo te pogodbe. Tako da je bil problem v tem, ker sem jih jaz podpisal in ker se pač za ekipo, ki dobro dela, kadi. Pa vi, gospod Kangler, če boste prišli nazaj v mestno hišo, bo spet pol dupleka v mestni hiši, tako so vam očitali, ko ste bili župan? Glejte, nasmejal ste se in ste žlek do mene. Prosil, gospod novinar, povejte mi, kdo je bil z duplekom. Direktorica občinske uprave, gospa Milica Simonič-Štajner, je bila z dupleka, Žmak ni z dupleka, Žmak je iz občine Pesnica, Škof je bil iz mestne občine Maribor doma. Verjetno bi tudi vas mogel vprašati, ali pa vaše starše, odkot so, ne? Kdaj so prišli v Maribor? Sam osebno sem rojen v Mariboru, moj oče je stari Radvančan, Vrtnarska ulica 26. Vsi v Radvanju vejo, kdo je bil moj oče, vsi vejo, kje sem jaz živel.
Pa se čudim, ne, in se ne upiram temu pedigreju, ki ga vi izdajate. Moji kadri, ki so v mojem mandatu prišli na občino. Gospod Škof je prišel z Ministrstva za okolje in prostor. Milica Simonič Štajner iz Ministrstva za lokalno samoupravo. Žmak iz Agencije za kmetijske trge. Simon Potrč iz kabineta ministra za kmetijstvo. Branka Thaler-Krajnc iz slovenskega parlamenta. Gospa Monika Kirbiš je prišla iz Ministrstva za lokalno samoupravo, je bila direktorica direktorata za strukturne sklade. Če meni očitate, da so to slabi kadri ali pa nesposobni, potem morate prvo vsem tistim, ki so jih v Ljubljani sprejeli. Jaz trdim nasprotno. Ti ljudje so prišli iz različnih ministrstev, iz različnih, ki so imeli znanje in izkušnje, predvsem pa so vedeli, kako in na kakšen način lahko v Ljubljani priješ do denarja. Dobro. Pa gospod Žban, vam pa pravijo, da je Pavel Miklavža zdaj na mestnem proračunu. No, pa to tudi ni točno. Tako da, to so pač neke, bi rekel, propagandne krilatice, ki se potem nekako v javnosti primejo. Ampak kot rečeno... Vaš Sašo Pirko je še vedno vaš svetovalec za Facebook? Saša Pirko je svetovalec za informiranje, jaz imam 2 svetovalca, za gospodarstvo pa za informiranje. Potem pa v tem trenutku mislim, da 3 ali 4 ljudi na pogodbah. Nekaj pogodb imamo pa tudi v krajevnih skupnostih, ker nadomeščamo pač tajnike krajevnih skupnosti. Pa kaj vi mislite, je naloga župana, da ureja službe nekim znancem, sorodnikom? To ni naloga župana, vsekakor to ni naloga župana. Res pa je, da župan ima pravico do ene ožje ekipe, s katero dela, in to je to. Zato tudi obstaja inštitut na zaupanje, zato obstaja kabinet župana, ampak to je zelo v oskem, zelo ozko, drugače pa kadrovanje sorodstveno ne pride noben. Kakršnokoli kadrovanje. Podjetja, recimo v mestni podmestno? Jaz, ko sem postal župan, je prišel k meni en direktor, pa me je vprašal, če lahko zaposli nekoga. Pa sem ga vprašal, če ga potrebuje v podjetju. Je rekel, potrebuje. Sem rekel, ok, to je torej vaših pristojnosti, nikdar več ne pridite k meni in povejte drugim. To ni moja stvar. Če pa je bilo prej drugače, pa jaz ne moram pomagati. Torej, tale nečakinja od gospoda Toneta Partljiča je pri vas zakaj? Zato, ker vas je on podprl? Ne. Simona Partljič je med 3-4, s katerimi smo delali prve volitve. To, da sta ona dva v nekem sorodu, pač sta v sorodu, da smo pa je prišla z menoj, tako kot je normalno, da iz predvolilnega časa pripelje s seboj nekaj ljudi. Skupina, ki me je predlagala za kandidata, za županskega kandidata, torej skupina Skupaj za Maribor, tam ni bilo nikogar, ki bi želel iti z menoj, kar je po svoje logično, ker so to vse ljudje, ki imajo, ali so na univerzi, ali so v teatru, ali imajo pač svoje zasebne posle, ki jih ne morejo pustiti za to, da bodo šli na mestno občino. Potem je pa edina varianta, ker se jaz na to nisem pripravljal, jaz sem pač posledica enih dogodkov, ki so se v Mariboru zgodili, je bila pač varianta, da ljudje v mojem štabu, da me še naprej podpirajo. Na ta način je Simona Partljič postala moja asistentka. Pa vi, kaj pravite, je naloga župana, da da spravlja ljudi v podjetja, ki so pod mestno vplivom, mestni lasti, pa na oddelke v mestni upravi. Dobro ste vprašali, ampak odgovor ste že prej dobil. Če smo se kadarkoli prizadevali dobiti kadra na občino, smo imeli čisto, bi rekel, direktorica imela odprte roke, predvsem pa strokovne kadre. Zato tudi moje navedbe, da je večino teh kadrov prišlo iz različnih ministrstev. Tudi vodja za okolje in prostor je prišla iz Ljubljane, tudi Katja Lenič, ki je bila v kabinetu, je prišla iz Evropskega parlamenta. To smo mi imeli pač interes, da najbolj usposobljeni pridejo. Bi pa bilo drugo vprašanje, bolj namerno, kje so danes nekateri vstajniki zaposleni in na kakšnimi pogoji so prišli na nekatera mesta, pa ne mislim na občine, nekatera podjetja. Če je to normalno, da tisti, ki so grozili svetnikom, ki so
na nek način bili glavni, pa zdaj na nek način, bom tudi rekel, po informacijah, to so nepreverjene informacije, ne leti očitek sicer na gospoda Fištravca, da mi ne bo zameril, pa ustrahujejo zaposlene po različnih podjetjih. Če ne boš priden, bo pa prišel gospod s klobukom, rečejo. Ampak naj mi ne zameri, sem predtem povdaril, da ne leti na njega, ampak tako so nekateri, kot so se leta 2012 obnašali. Na vašo avtoriteto so se ljudje zgovarjali. Res je, večkrat sem tudi to zasledil, pa sem tudi večkrat ukrepal. Jaz čujem, da se kdaj zgovarja kdo na mene, pa ga niti ne poznam. No, se to pač tak je. Ampak gospod Kangler, vi ste pa recimo svoj podžupan Astrid Bah urejali službo na Stanovanjskem skladu. To je čista laž, nikoli nikdar, zato je postopek in še enkrat trdim, da bom v zvezi s tem postopkom povedal in da bo resnica prišla na dan na sodišče. Še 10 do 12. Aha, ok. Vse smo že skoraj pri koncu. Kakšen je vaš odnos, zdaj smo v stajnikih malo začeli, kakšen je vaš odnos zdaj do stajniškega gibanja? Imeli ste konflikte, v bistvu oni so vas na nek način takrat zelo podprli, potem pa so se vam tudi malo odrekli? Ne. Tu je bilo zelo drugače, to so bile ene velike posplošitve. V Mariboru je obstajalo koordinacija stajniških skupin in na koordinaciji je bilo dogovorjeno, da bo koordinacija poiskala skupnega kandidata. To se ni zgodilo, torej ni prišlo do skupnega kandidata, še več. Nekatere stajniške skupine so s figo v žepu solirale mimo, tako da predno sem jaz začel zbirati podpise za kandidaturo za župana. Torej, ko sem postal kandidat za kandidata, sta že dva zbirala podpise. Tako da in tudi formalno pa zato, ker ni bilo skupne kandidature, me je samo ena od stajniških skupin predlagala za župana. Jaz sem sicer temu nisem dajal nekega prevelike teže, ker sem razumel, da je civilna družba v svojem bistvu parcialna, partikularna okoli posameznih interesov organizirana, kar se je tudi potem pokazalo pri stajniškem sosvetu, ker sem želel, da bi to skupno vstajniško premišljevanje nekako bilo povezano z mestno občino, kjer se pa je izkazalo, da imajo skupine zelo nerealna pričakovanja. Na eni strani menijo, da lahko preko vstajniškega sosveta direktno vplivajo na župana, kar ni mogoče, torej sprejemajo sklepe, ki bi jih moral župan izvrševati, kar ni mogoče. Na drugi strani se je pa tudi pokazalo, da obstajajo nekako parcialni interesi, da neko skupno delovanje, da ni bilo mogoče. Tako da je potem stajniški sosvet hitro zamrl. Res pa je, da pa ena zelo kvalitetna iniciativa živi dolgoročno, torej iniciativa mestnega zbora, ki je že na začetku povedala, da njih politika ne zanima in da se ne bojo opredeljevali do županskih kandidatov, da njih zanima, bi rekli, samo upravljanje v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih in to zelo kvalitetno delajo. In tudi zdaj obstaja pobuda za participatorni proračun, ki ga bo nov župan dobil na mizo takoj, ko bo izvoljen, ker je več tisoč podpisov po to pobudo. Aha, pa vi recimo imate kako razmerje, odnos za teh recimo nekih pobud, ki so se takrat? Glejte, kar se tiče stajniškega sosveta, to je čisto dokaz rušenja parlamentarne ali pa slovenske demokracije, ob volitvah, ob mestnem svetu. Če bi ta stajniški sosvet bil civilna družba, bolj to razumem, pobude, moram odkrito priznati, da sem prav v teh volitvah, županskih volitvah v prejšnjem tednu prvič srečal nekatere stajnike, ki so se mi na nek način opravičevali in tudi so obžalovali, da so nekaterim svetnikom zvonili na domu, jih vznemirjali in na nek način jih želeli, domače povedano, preganjati. In to ni demokratično. Demokratične so volitve. Tako kot imamo danes za župana, kot smo imeli volitve za mestni svet. Kar se pa tiče civilnih družb, pa je vsaka dobrodošla in jaz podpiram vsako civilno družbo, ki ima interes za boljši jutri v tem mestu. Če boste župan znova, boste kaj drugače delovali, vaš način, da ste se z tega kaj naučili, kaj se je zgodilo v Mariboru, ali je to pač nekaj, kar je bilo zgodilo? Jaz vem,
marsikaj bom sicer drugače delal, to je res. Marsikaj sem se tudi naučil, ne. Jaz obžalujem, da je do tega prišlo v Mariboru, čeprav izključno sem prepričan, niso bili samo radarji, ne. Je bilo še kaj druga v ozadju. Nekatere stvari so javno znane, s tem se jaz ne mislim ukvarjati, kdo je bil v ozadju v preteklosti. Mene bolj zanima prihodnost in bom se predvsem osredotočil na projekte, ki rešujejo Maribor. Jaz bi to še povedal, da sosvet je demokratična institucija, ne, imamo recimo invalidski sosvet. Ne, tako da to je demokratična institucija, drugo pa je, na kak način taka institucija zaživi. Ne. Tako da te vstaniške skupine so nastale kot plod enega akcijskega delovanja in v glavnem niso imele energijo za eno dolgoročno delovanje. Kot pravim, izjema je iniciativa Mestni zbor, ki to res na 14 dni v skoraj polovici mestne četrti in krajevne skupnosti dela, se sestajajo, pogovarjajo. Gospod Fižac, morate vi stajniškega sosveta primerjati z sosvetom invalidov. Sosvet invalidov tvorijo društva invalidskih organizacij v Mariboru, stajniki pa niso niti eno društvo organizirane ali pa povezane. To je bila vaša umetna platforma, ki ste želel skozi ta stajniški sosvet pritiskati na demokratično izvoljene svetnike. To morate priznati tukaj. Jaz sem samo povedal, da tu gre za demokratični institut, ki smo ga poskušali v Mariboru oživeti, ki pa ni imel dovolj moči za življenje. Da bi lahko zakončali ta pogovor, samo če lahko poveste, mogoče en pa glavno zadevo, ki se boste lotili, ko boste začeli ta mandat, če boste pač izvoljeni. Ja, delo na delovnih mestih, to je treba nadaljevati, odpiranje mesta naprej v svet, privabljanje zasebnih investitorjev. Tudi če še ne vem, kako dobro črpamo sredstva iz državnega proračuna pa evropskega proračuna, so zasebni investitorji 10-krat, 20-krat močnejši kot ta dva vira. Zato je treba, seveda ne smemo pozabiti niti na evropske vire, niti na državne vire, ampak zasebne investicije so tiste. Potem pa enostavno delo na komunalnih vprašanjih, torej tako zastavi delo v javnih komunalnih podjetjih, da je možno dolgoročno nepodraževanje komunalnih storitev. Potem seveda tu so ceste, ki jim je treba dajati dosti večji poudarek kot v minulih časih. Sam se bom zavzemal, da bomo z manj naredili več, kar sem zdaj že v tem letu pa pol pokazal. Potem pa imamo nekaj strateških investicij na področju športa in kulture. Na področju kulture imamo vse ključne investicije, tudi so del nacionalnega kulturnega programa, tako da bomo tukaj, upam, da spogajali dobre pogoje. Jaz mislim, da glede na to, da je Maribor mesto, ki je razvojno prikrajšano, da bi vse te investicije peljali na ta način, da Maribor pokriva samo davek na dodano vrednost pri kulturi, pri športu, bomo pa morali tudi biti inovativni, ker investiranja v športno infrastrukturo praktično ni bilo, z izjemo Ljudskega vrta v predprejšnji perspektivi. Nova perspektiva pa ne predvideva investicij v športno infrastrukturo, tako da tukaj bomo tudi iskali vire v zasebnih investitorjih na način, da ne bo javno dobro pri tem prikrajšano. Gospod Vištrec, leto pa pol ste župan, pa ne veste, kaj je prejšnji župan investiral v šport. Ja, pravim, pogledajte si, koliko imamo igrišč za umetno travo, kaj vse smo urejali na področju športa, ampak pustimo. Urbana igrišča so dober projekt, ki pa niso ključni. Moja prioriteta je ukvarjati se v Mariboru z brezposelnostjo, predvsem kako je na kakšen način zmanjšati, z gospodarstvom in ne zanemarjati in dati posebni delež na socialo. Plače v Mariboru so krepko manjše kot v Sloveniji, v povprečju. In še enkrat trdim, moja vizija je, da imamo v Mariboru nemške plače, pa tudi penzije, ne pa kitajske. Z prijemi, z novimi investitorji, jaz nimam ničesar proti investitorjem, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda ali odkot drugod, so dobrodošli, Predvsem pa moramo zagotoviti
da bodo delavci, ki bodo pri njih delali, imeli vse pravice, kot je to za demokratično Ja, vlado. seveda, se to je normalno v Evropi, ne, to saj je, to je evropski, to si vsi želimo, to samo je to evropski, to je evropski standard. narediti. Razen tega pa govoriti o nemških plačah, potem ko si 6 let župan, pa nisi nič naredil za nemške plače, je pač tak. Ne? Veliko smo naredili, samo vi Da, ne da. poznate, leto pa pol Da, ste da, župan. vse statistike kaže. Povejte meni vaš projekt, ki ste v leto pa pol naredil. Da lahko vstopite in rečete, to pa smo v Ja, mojem recimo mandatu naredili. Kaj pa? po parku se več z BČS-kami ne kosi trava, ampak se končno strokovno dela v parku, tako kot se je v To je projekt. zadnjih 100 letih delalo. Lepo To je vas velik projekt, to je velik projekt. Rastline O so tem še bo hvaležne marsikdo in pisal, kako meščani je so ta gospod hvaležni. prišel do tega razpisa, da to dela. Kjer je Ne pa javno podjetje Nigrad, kot v preteklosti. Ne? Kako boste zagotovili dejansko res nemške plače? To župan težko naredi, ne? Tega ne morete kot župan, mislim. lahko Težko poveste. ne moreš, to lahko narediš v nekem dolgem obdobju, 10-15 let, skupaj z vlado Republike Slovenije. Predvsem bo treba nekatere administrativne ovire odstraniti, spodbujanje na ta način, da dohodninsko lestvico spremenimo za nove investitore in tisti, ki bo odprt 20 ali bo 100 delovnih mest in zaposlil na novo ljudi, da bo imel boniteto tako pri davkariji kot pri dohodnini za vsakega zaposlenega. Bivši Torej, župan ne preko ve, da države, to, ko se to- pa to že obstoja. Bivši Ni res. župan ne ve, da to Ne, že ni obstoja. res. Sveda obstoja. Ne, ni res. V državni pomoči za Maribor to že vse obstoja. Bivši župan bi tudi lahko v 6 letih moderniziral cono tesno, pa ni na tem področju nič storil. Mi smo počrpali celo evropska sredstva, da smo cesto glavno naredili ledino, T5, niti Ja. to ne veste. Ne? Torej, s Cona tujimi v coni. investitorji bi to pa... Z tujimi investitorji, pa plus država. tega pa z evropskimi sredstvi, ki so na razpolago v Sloveniji za 2014-2020, čeprav se vsi križate. Ampak nekdo bo moral ta denar, ki je v drugi finančni perspektivi, prepeljati v Slovenijo. Samo s tem to pomeni, da boste morali nek konstruktivni dialog z državo začeti voditi, ne? Zmerno sem imel konstruktivni dialog. Veste, Jaz sem imel zmerno. Ki so bili takrat pri univerzijadi, pa pri... Veste, kdo je imel večji konflikt kot jaz? Gospod Fišterec, jaz nikoli nisem ministrom grozil, da jih bom kazensko preganjal. Očitno tudi vi zanemarjate nekaterih javnih krikov iz Maribora, aktualnega župana. Jaz nikoli nisem grozil dobenemu ministru v tej državi, da ga bom kazensko preganjal ali vadil, tako kot je gospod Fišterec. To Ja, mislite ne. na Grilca, gospoda? Ne. Koga bi, ne? Ne vem, na koga misli. Mogoče misli na direktore slabe banke, ki res delajo slabo, ki niso dobra banka, ne, ki delajo, tako kot sem rekel, podobno mafijski združbi. Ne, to, No, zdaj ste to celo pa rekel, ni. da so mafijska združba, ne? Ja, To seveda. je pa zelo zaskrbljujoče za gospoda Mira Cerarja, da imamo mafijsko združbo na Sreji banki. Ampak seveda je Zdaj zaskrbljujoče. morate na obisku to predlagati, da Seveda. takoj mafijsko To je družbo dati zelo, napet, ne? to je zelo pomembna tema, kaj bo nova vlada naredila s slabo banko. No, v redu. Dobro, hvala lepa.